Naglasak. Glas. Naglas. Naglasak. Methiks. Glasno. Akcent. Teksa. Naglas. Naglas. Naglasak. Naglasak. Glas. Glasno. Naglas. Naglasak. Naglas. Dober dan, dobrodošli v Naglas. Pesnica Mirjana Šernek se je kot slepa deklica iz Srbije preselila v Slovenijo. Kljub težki življenjski preizkušnji se začetnih jezikovnih nesporazumov danes spominja s humorjem. I onda su govorili mi, recimo, veš. Non stop veš. Oni samo peru veš. Šta radi? Takve stvari su se događale. V vrtcu Otona Župančiča v Slovenski Bistrici si dela brez pomočnice vzgojiteljice albanskega rodu Veronike Džinej sploh ne predstavljajo več. Prizadeva si? Da bi se otroci odprli, da bi se počutili sprejeti v tem okolju, ker vem, da ni lahko, ker jaz tudi, čeprav sem bila tukaj rojena, mi ni bilo lahko. V Slovensko Bistrico se zadnje čase priseljuje veliko albanskih družin. Pri vključevanju otrok v vrtec jim pomaga vzgojiteljica Veronika Džinej, ki je most med slovensko in albansko kulturo in jezikom. Ali in v kolikšni meri so v Sloveniji izkoriščeni potenciali priseljencev in njihovih potomcev, se bomo v studiu čez nekaj trenutkov pogovarjali s sociologinjo, predstojnico doktorske šole Univerze v Ljubljani, doktorico Aleksandro Kanjo Mrčela. Najprej pa v Slovensko Bistrico. Veronika Džinej punon përshtat vite si ndihmo se edukatore në qerdhen Oton Župančić në Slovenska Bistrica, ku rrit edhe vet pranë familjes me preardhje nga Kosova. Ko sem pa prišla v osnovno šolo, pa je bilo zelo hudo. Jaz sem se hodila vsaki dan domov, med potjo sem se že jokala in hodila domov jokati, da me otroci žalijo. Sem se počutila izpostavljeno, nisem hotela več v šolo iti, ker to je bilo mučno. Me përkrahjen e prindërve, kjo përvojë bëri më të fortë për jetë. Profesionin e edukatorës e zgjodhi që nga shkolla e mesme, kur punonte si vullnetare me voglushët shqiptar pikërisht në këtë qerdhe. Rada delam z otroki, otroci so naši zakladi, to so naš svet, naša... Pravzaprav nimam besed, zato imam rada. Në Slovenska Bistrica është përqindja e lartë e mërgjimtarëve shqiptar, prandaj njohja e gjuhës dhe vullneti për profesion janë përparësitë e Veronikës. Fillimi i qerdhës mund të jetë delikat, sidomos në rast se fëmijët e prindërit nuk e njohin slovenishtën. Otrok je se jokal, ko je slišal svoj jezik, je že malo poslušal, vzgojiteljica zna moj jezik, se je začel pogovarjati z mano, je bilo čisto drugače, ne? Veronika që nga fëmijëria i flet 2 gjuhë. Për këtë, gjatë shkollës fillore nuk ishte shumë mirë kuptim. Por sot, kjo 28 vjeçare është e vetëdijshme se 2 gjuhësia jep vlerë të madhe dhe u lehtëson të tjerëve inkuadrimin në rrethin e ri. Otroci rabijo bližino, razumevanje, da vidijo, da so sprejeti. Ker vem, da ni lahko, ker jaz tudi, čeprav sem bila tukaj rojena, mi ni bilo lahko. Prandaj puna në qerdhen Oton Župančić nuk mund të paramendohet pa të. Organiziramo čisto preprost tečaj slovenskega jezika za albansko govoreče mamice. Si preprosto več brez Veronike svojega dela trenutno ne znam predstavljati. Ndihmën e saj mirëpresin edhe prindërit. Edhe që po fol shqip, shumë po na ndihmon, se ka njëherë edhe gjuhën s'pedina me fol. Sem vesela, da se trudijo in s tem privzgajajo strpnost, ki jo bodo potrebovali do odrasle dobe. Përmes profesionit, Veronika prore do t'i përkushtohet fëmijëve të cilët ja kthejnë dashurinë me të njëjtin përkushtim. Profesorica Kanjo Mrčela, dober dan, dobrodošli. Dober dan. V kolikšni meri so torej izkoriščeni potenciali priseljencev ali njihovih potomcev, ki so večinoma dvojezični, kot smo videli v tem prispevku, tudi lahko pomagajo v svojih delovnih okoljih pri integraciji novih priseljencev? Podatkov o tem jaz ne poznam, da bi kakšno raziskavo imeli o tem in podatke iz raziskovalnega prostora o tem, koliko je sploh priseljencev, katere bi lahko uporabili. Kot smo videli iz priloga, to bi pa bilo odlično, ker so na ta način en
most zaradi jezika, zaradi kulture med prebivalci Slovenije in ljudmi, ki pridejo od zunaj. Ja. Kot sociologinja se ukvarjate s prekarnim delom in položajem žensk. Torej, ali so delavci z območja nekdanje Jugoslavije v Sloveniji v slabšem položaju v primerjavi z ostalimi? Glede, zadnje raziskave, ki jih mi o tem pa imamo, podatke kaže, da v pogojih krize, v pogojih zaostrovanja, prestrukturiranja gospodarstva, kot smo ga doživeli v zadnjih desetletjih, so delavci na splošno bili v slabi situaciji. In tisti delavci, ki so na katerikoli način bolj ranljivi, so v še slabši situaciji. In migranti so eni od, tudi na vaši televiziji ste imeli ogromno prilog, kolegica če je govorila o tem, v kakšnih hudih življenjskih in delovnih situacijah so migranti. In del teh migrantov je seveda iz bivših republik, bivšega Jugoslavije. Kaj pa ženske? Ja, za ženske pa imamo drugo, tudi tukaj imamo raziskave o migrantkah na Mirovnem inštitutu so opravljali. To so ženske, ki so, za razliko od moških, ki so recimo v gradbeništvu, v javnem sektorju, ženske, ki pridejo brez znanja jezika, mogoče brez ustreznega izobrazbe, so ponavadi na neformalnem trgu dela. So kot hišne pomočnice, čuvajo otroke in to so zelo negotove, brez delovskih pravic, brez formalnega okvira, slabe, lahko zelo, zelo slabe razmere za delo. Kakšna je vaša osebna priseljenska izkušnja? Vi ste v 80-ih z Reke prišli v Ljubljano študirati sociologijo, danes ste predstojnica doktorske šole Univerze v Ljubljani. Ja, to je nekako zdaj se zdi naravna pot. Takrat, ko sem prišla, mi smo bili ena država, Slovenija in Hrvaška, in z Reke smo, veliko nas je prišlo v Ljubljano. Izbira je bila takrat na Reški univerzi, ni bilo sociologije, jaz sem hotela študirati, pravzaprav novinarstvo, pol pa sem se odločila za sociologijo in takrat je bila izbira ali Zagreb ali Ljubljana. Ljubljana je bila tudi takrat zelo lepa, zelena, blizu nam je bila in pravim, veliko študentov iz Istre in Reka gravitirala v Ljubljano, tako da nas je cel vlak zvečer iz Reke, zvečer ob nedeljah hodil v Ljubljano. Nikoli niste teli, da ste Hrvatica, ali vas je ta okoliščina kakorkoli ovirala pri napredovanju? Ne vem, zakaj jaz res, mislim to, da sem predstojnica doktorske šole, da sem redna profesorica, imam lepo kariero, uspešno. Mislim, jaz sem dokaz, da je možno absolutno kot priseljenka v svet in jaz diskriminacijo čutila nisem. Nisem pa seveda nikoli skrivala in mislim, da me okolje vidi kot Hrvatica. En del moje identitete je hrvaški. No, ste slovenska znanstvenica, vso neko kariero znanstveno ste naredili v Sloveniji, nedavno ste pa na neki konferenci v Zagrebu Univerzo v Ljubljani predstavljali v hrvaščini. Kako ste se počutili? Ja, pravim, en del moje identitete je hrvaški, en zelo pomemben del moje identitete je slovenski, ker sem zdaj že tukaj veliko časa in moj popolnoma cel del moje profesionalne identitete, saj znanost je svetovna, ampak de facto jaz, ko v tujini in v Sloveniji, jaz se razvijam slovensko znanost, jaz se identificiram s slovensko znanostjo in tudi v tujini vedno predstavljam Slovenijo, ne Hrvaško. In zdaj v Zagrebu točno. Veste, ko govorim profesionalno, ko govorim o svojem delu, meni je bistveno lažje govoriti ali slovensko ali angliško. To sta dva moja jezika mojega dela. In ko to prevajam, jaz moram prevesti v hrvaščino. To ni vedno enostavno. In točno, zdaj v Zagrebu prejšnji teden sva kolega Ignjatović, ki je Srb, in jaz kot Hrvatica sva predstavljala Slovensko sociološko društvo in slovensko znanost v Zagrebu v hrvaščini. In pravim, ni vedno bilo enostavno. Z otroki govorite hrvaško, tudi može z Reke. Torej, zakaj se vam je to zdelo pomembno ohraniti materni jezik doma? Zakaj? To se mi je zdelo naravno. S svojimi otroci seveda govoriš v jeziku, ki ga najboljše razumeš, najboljše znaš tudi naučiti otroka tvojega jezika. In tudi emocije nekako verjetno najlažje izražaš v svojem maternem jeziku.
verjetno se ne bi tako dobro kregala z otroci, če v slovenščini kot v hrvaščini. Zdi se mi pa vsem pomembno, ja, da otroci, hrvaščina in srbščina, jeziki bivše Jugoslavije, so v Sloveniji stigmatizirani. To je videno kot slabši jezik. Torej, tisti, ki prihajajo z juga, to je en stereotip, ki ga, če ti nisi tak, kot ta stereotip veljeva, z uporabo svojega materinega jezika razbijaš. Torej, ko so mene visoko izobraženo, urejeno gospo videli govoriti s svojimi otroci v hrvaščini, je to nekaj pomenilo. In za otroka se mi zdi, da je pomembno, da ne bi skrivali en del sebe. En del identitete. To je zelo pomembno. Tako da to se mi je zdelo naravno in mislim, da je dobro. Samo še na kratko, vzdržujete stike z reko? Ja, reka je preblizu in preveč morja je na reki, da ne bi vzdrževala stika. Ja, ker je tako zelo blizu, zelo pogosto smo, če se da, čez vikende na morju in tudi otroci in še vedno imamo veliko prijateljev in vzdržujemo redne stike. Lepo, najlepša hvala za ta pogovor. Ja, ni zakaj. Zdaj si oglejmo zgodbo o neverjetni življenjski energiji Mirjane Šernek, ki se je iz Srbije v Slovenijo preselila kot slepa deklica. Slovenščine se je učila ob poslušanju radija. Življenje v temi pa ni bilo prepreka za to, da si je pri Grosupljem ustvarila družino in obdržala smisel za humor. Pjesnikinja Mirjana Šernek je s 11 godina oboljela od visokogočnog tlaka i ostala slijepa. Školovala se u ustanovama za slijepe i slabovidne u Zaječaru i Beogradu. Njezini roditelji preselili su se u Sloveniju iz ekonomskih razloga, a za njima je došla i Mirjana, odlučna da u Škofjoj Loki završi školu i postane telefonistica. Ali ja sam htjela da budem samostojna i zato sam se uključila u taj program njihov. Prvi dan kad sam ja došla, onda su dječaci i djevojčice rekli: došla nam je jedna Bosanka iz Beograda. Slovenski je učila sama, slušajući radio i čitajući Prežihovog Voranca. A pre toga sam uzela jednu knjigu, Samorasniki, i onda sam ja to čitala. Čitala svaku rečenicu posebno, da sam nekako izvukla po jednu reč i iz toga nekako onda logično ostvarila sebi šta bi to bilo. Početnih jezičnih nesporazuma se danas sjeća s humorom. I onda su govorili mi, recimo, veš. Non stop veš. Oni samo peru veš. Šta radi? Takve stvari su se događale. Mirjana se zaposlila u ljubljanskom poduzeću gdje je upoznala supruga Milana, svoju najveću potporu s kojim danas ima 2 odrasle djece. Više ne radi jer je tehnologija za slijepe postala previše komplicirana. Zato se posvetila pisanju i nedavno izdala prvu zbirku poezije Zate na slovenskom jeziku. Na promocijama obavezno i zapjeva jer smatra da glazba ide ruku pod ruku s poezijom. Volim da pevam našu starogradsku muziku, sevdah, zimzelene slovenske. I kažu kako Srbijanka peva slovensku muziku, ali svi su zadovoljni. Mene to onda još više vuče. Srpski nije zaboravila jer, kako kaže, čovjek ne može zaboraviti na dio svoga identiteta. Mislim da je to lepo da ostaneš ono što jesi, ali i da poštuješ i druge. U životu joj nije bilo lako, ali je sve uspjela prebroditi uz pomoć svoje obitelji. Ta pozitivna energija, ta ogromna volja do života, do samostalnosti, to me nekako vuklo i postavilo na noge. I svakako i moja porodica, okruženje i oni topli zagrljaj i iskreni, bit će dobro. To je u stvari ono što čovjeka digne. Na koncu še informacija, da je delovska svetovalnica v zadnje pol leta v neposrednih pogajanjih z delodajalci redno zaposlila 150 agencijskih delavcev iz Bosne, Srbije in Makedonije. Zagovorniki delovskih pravic migrantov in beguncev še naprej delujejo brez podpore države. Dostopni pa so na brezplačni številki 080 1434. Vsem želimo lepe prvomajske praznike. Znova se vidimo čez 14 dni. Do takrat se beremo prek rtvslo.si in družbenih omrežij. Lepo se imejte.